Ko je Anja na morju, se vsako jutro po vsem telesu namaže sončno kremo. Zakaj to počne? A. Da se koža obarva in da prepreči vdor sončne svetlobe v kožo. B. Da se ustvari zaščitna plast, ki odbije vidno svetlobo. C. Da upočasni proces staranja kože zaradi vidne svetlobe. Ali D. Da krema, ki absorbira ultravijolično svetlobo, prepreči njeno prodiranje v kožo. Zopet 15 sekund za izbiro odgovora in obe ekipi sta izbrali odgovor D, da krema, ki absorbira ultravijolično svetlobo, prepreči njeno prodiranje v kožo. Izlačeni, zakaj ste izbrali D? Ja, izbira smo med B pa D, pa smo se pol odločili za D. Zato. Kako ste vi razmišljali, Korošci? Ja, tudi smo izbirali med dvema. B pa D vam je bil najbližji? Ja. Da se ustvari zaščitna plast ali pa da absorbira ultravijolično svetlobo. Ja, dobro. Ne, jaz ne, Anja je ne bi dobro odnesla, če se ne bi mazala zaščitno kremo za sonce, ampak zakaj to sploh počnemo? Pred mano so 3 kozarci napolnjeni s tonikom. Tonik vsebuje kinin, ki je sposoben absorbirati svetlobo v ultravijoličnem spektru in nato po vzbujanju odda svetlobo, ki jo lahko zaznamo. Na prvem kozarcu nimam ničesar. Na drugem je plastična folija, na tretjem kozarcu pa je plastična folija, ki smo jo na tanko in enakomerno premazali s sončno kremo z zaščitnim faktorjem 30. To je naša krebica. Naše oči zaznavajo le vidni spekter svetlobe, sonce pa oddaja tudi svetlobo v ultravijoličnem in infrardečem spektru, ki jo s prostimi očmi ne moremo zaznati. Infrardeča svetloba našemu telesu ni nevarna, uporabljamo jo celo v infrardečih savnah. Zdaj pa prižgimo našo posebno žarnico, ki je podobna UV žarnici, saj tudi oddaja del vidne svetlobe. Tada! Poglejmo, kaj se dogaja s svetlobo v toniku. Ja, tule je kozarec številka 1. Steklo seveda prepušča UV svetlobo, zato tonik v prvem kozarcu žari. Gremo k kozarcu številka 2. Ja, tudi v drugem kozarcu, kjer imamo samo plastično folijo, se zgodi enako. Torej, plastična folija ni dober zaščitni faktor. V tretjem kozarcu, ki je zaščiten s plastično folijo in sončno kremo, pa tonik, kot vidite, ne žari. Zanimivo. Zakaj? Sončna krema z visokim faktorjem absorbira oziroma vsrka vso ultravijolično svetlobo in ta ne prodre do tonika. Tako smo dokazali, kako deluje sončna krema in nas obvaruje pred škodljivim vplivom UV žarkov. Pred njimi se zaščitimo tako, da kožo pokrijemo z oblačili, izpostavljene dele pa si namažemo s kremo za sončanje. Pravilni odgovor je D, ki je točke prinesel obema ekipama.